obiskovalke, cenjeni obiskovalci tradicionalnega pomladnega koncerta. Letošnji koncert pričenjamo svečano vročitvijo priznanja Jabolko navdiha, ki ga bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob tej priložnosti vročil gimnaziji Celje Center in našemu ravnatelju Gregorju Deleji. Gimnazija Celje Center in ravnatelj Gregor Deleja za enostavno drugačno šolo, ki spodbuja ustvarjalnost in človeško odličnost. Gimnazija Celje Center, ali na kratko GCC, zase pravi, da je enostavno drugačna. Stara je skoraj 110 let, a poka od mladosti. V marsičem je prva, velikokrat najboljša, vedno posebna. Skoraj desetletje jo vodi ravnatelj Gregor Deleja, ki je na gimnazijo prišel leta 2004 kot učitelj glasbe in danes velja za enega najprodornejših ravnateljev pri nas. Številne dejavnosti, ki jih ob podpori profesorjev izvajajo gimnazijci, so zelo odmevne, tako v Celju in Sloveniji, kakor tudi v svetu. Dijaki in dijakinje gimnazije Celje Center dosegajo odlične učne uspehe, visoke uvrstitve na domačih in mednarodnih tekmovanjih, zavidljive dosežke v umetnosti, športu in pri raziskovalnem delu. A to je šele prvi del. Ob tem se namreč lotijo vsega. Imajo več kakor 70 obšolskih dejavnosti in projektov, med njimi več gledaliških skupin. Pripravljajo predstave senčnega gledališča, imajo filmski in videokrožek, gimnazijsko glasilo Sledko, debatni klub, 9 v Sloveniji in mednarodno prepoznavnih glasbenih zasedb, med katerimi je fantovska zasedba A Capella in zdaj še glasbena skupina, ki bo Slovenijo predstavljala na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Celjane vsako leto razveselijo s pomladnim koncertom, ki v Narodni dom privabi staro in mlado, ter njihova srca napolni z vedrino in upanjem. Prav zato gre. Na gimnaziji Celje Center se naučiš, da s tem, ko daješ, dobivaš, ko deliš, množiš. Nazadnje so dijaki bolj povezani med seboj, hkrati pa tudi s skupnostjo. Celje z okolico jih prepoznava kot uspešne in prodorne ljudi, ki, čeprav mladi, že sooblikujejo podobo sveta, v katerem živijo. Pri tem niso samo zabavni, iskrivi in podjetni. Kadar je treba, pokažejo tudi srčnost in solidarnost. 15 let je, odkar so priredili veliki dobrodelni koncert in z njim zbrali sredstva za pomoč v poplavah. In odtlej ga pripravljajo vsako leto. Z geslom Majhni junaki, veliki koraki so v tem času s koncerti zbrali več kakor 60 000 evrov ter jih namenili žrtvam naravnih in prometnih nesreč, vrstnikom in družinam v stiskah, otrokom obolelim za rakom in drugim. Prav obdobje srednješolskih let je ključno, da najdeš svoje mesto pod soncem, pravi ravnatelj Gregor Deleja, ki v dijakinjah in dijakih spodbuja odprtost, izvirne ideje, kritično mišljenje, spoštljivo izražanje mnenj, če tudi morda niso v skladu z ustaljeno doktrino, boj za pravice in predvsem ustvarjalnost. Prepričan je, da mora biti šola v živem stiku z lokalno skupnostjo, učitelj pa v nenehnem odnosu z družbo. Znati mora prepoznati duh časa, utrip in potrebe, ter poučevati in vzgajati tako, da mladi na svet in spremembe v njem gledajo samozavestno in z upanjem, ne skrbjo. Učitelj, ki se ne zaveda moči svojega poklica, ne bi smel učiti, je jasen. Gimnazija Celje Center, njen ravnatelj Gregor Deleja, dijakinje in dijaki, profesorice, profesori in vsi drugi zaposleni v šoli so nam s svojim delom, uspehi, mladostno samozavestjo in zrelo človečnostjo v veselje, ponos in navdih.
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, dragi dijakinje in dijaki, kolegice, kolegi, starši, cenjeni ostali gostje, dober večer, dobrodošli v tej prečudoviti dvorani Narodnega doma v Celju in iskrena hvala, gospod predsednik, za to visoko priznanje, ki je delo mnogih generacij, učiteljev, dijakin, dijakov, staršev, v bistvu vseh, ki oblikujejo ta tako pomemben podsistem neke družbe, kot je vzgoja in izobraževanje. Da je to priznanje prav jabolko navdiha, nam je še posebno veselje in čast, obenem pa zelo velika zaveza za naprej, kajti navdih je stvar ustvarjalnosti in domišljije, ki ga pogosto ne moremo razumsko razčleniti. In ko se ozremo takole v čas in svet okrog nas, vidimo, da nam ga pogosto primanjkuje. Sprašujem se, če je nekdo, ki sproži eno grozovito dejanje, zanj navdihnjen. Prej bi rekel, da razumsko navdahnjen in da bi mogoče v tistem trenutku potreboval veliko navdiha, domišljije, odprtega srca, ki vedno pride z njo, da bi si premislil. Zato upam, da bo to jabolko navdihovalo predvsem tiste generacije, ki jih vzgajamo v tem trenutku in tiste, ki k nam še prihajajo, z željo, da bi naša prihodnost vendarle bila bolj navdihnjena in opremljena s tisto pravo miro intelekta, ki zna presojati srcem in glavo hkrati z vprašanjem, ali je to, kar bomo storili, resnično dovolj dobro za vse in z eno široko ljubeznijo, v kateri lahko z razumevanjem ta svet, to družbo vodimo drugače, bolje. Tako, kot si zaslužimo in takšni, kot najbrž v našem bistvu smo. Dobri. Zato vse upe polagamo, učiteljice in učitelji, ne samo na gimnaziji Celje Center, ampak širom po svetu v mladost, ki nas vsakodnevno navdihuje in zaradi te mladosti lahko delamo korake. In vesel ter ponosen sem, da si upamo delati drzne korake in želim si, da bi tudi Slovenke in Slovenci znali stopiti na to pot, da rečemo, da je pa mogoče čas, da svet oblikujemo drugače, bolje, navdihujoče. Še enkrat iskrena hvala, dobrodošli v Celju in resnično ponosni, veseli smo in veliko čast nam je, da boste nocoj z nami. Hvala tudi vsem vam, da ste se vzeli. Dame in gospodje, spoštovani gospod ravnatelj, sprejmite, prosim, tudi po tej poti moje najbolj iskrene čestitke. Dekan Harvardske akademije za ekonomijo je nekoč dejal, da na njegovi šoli, ki je med najodličnejšimi, ne učijo ekonomije, ampak vzgajajo džentlmene. Gospod ravnatelj, v teh letih, ko prejmete učence in jih učite, učenje je vendar glavno poslanstvo vaše inštitucije, jih tudi vzgajate. Gimnazija Celje se po svojih aktivnostih, po pristopu k vzgojno-izobraževalnemu procesu odlikuje in je med najodličnejšimi gimnazijami v Sloveniji. V teh 10 letih sem imel priložnost obiskati mnoge šole, osnovne in srednje, in nekatere odstopajo. Vaša šola odstopa. Ni edina, toda vse več je takih, ki sledijo vašemu vzoru in jim predstavljate navdih.
Zato sem se tudi odločil, da vam to jabolko uročim, da se mogoče še kakšne institucije morda navdihujejo pri vašem konceptu dela, da dajete radovednim gimnazijcem znanje, poleg znanja pa jih oblikujete na njih ustvarjalne, svobodne, radovedne osebnosti, ki se tudi značajsko oblikujejo, če le mogoče oplemenite, solidarne ljudi, ki pa hkrati razumejo, da vstopajo v tekmovalen svet in poskušajo vse te vrednote nekako izoblikovati v svoj moralni kompas. Iz vaše institucije naposled gredo gimnazijci in gimnazijke zrele, pripravljene, da vstopijo v svet odraslih, bodisi da grejo na fakultete ali drugam. Mislim, da vam mora biti to, da grejo v ta svet najbolj zrele, kolikor lahko, tudi z vašo pomočjo, da vam mora biti veliko zadoščenje. Kar tako naprej iskrene čestitke. tradicionalnem pomladnem koncertu Gimnazije Celje Center. Izjemno počaščeni smo, da se je našemu vabilu odzval tudi predsednik Republike Borut Pahor ter nam in našemu ravnatelju vročil jabolko navdiha. Iskrena hvala, gospod predsednik. Zdi se, da je nocoj v zraku nekaj lepega,
svežega. Tradicijo pomladnega koncerta smo v virtualni obliki ohranili tudi v prilagojenih razmerah, nocoj pa bomo po 2 letih spet upočasnili korak in si vzeli drug za drugega več časa. Pomladni koncert tradicionalno prirejamo v prazniku Mestne občine Celje. 11. aprila se spominjamo dne, ko je Friderik II. Celjski leta 1451, takrat trški naselbini, podelil mestne pravice. Letos od tega mineva 571 let. Vsako leto obeležimo tudi prihajajoči dan upora proti okupatorju. Narodno-osvobodilni boj velja za enega najpogumnejših dejanj v slovenski zgodovini. V šolskem besednjaku pa ta dan oznanja tudi začetek prvomajskih počitnic. Spomnili pa se bomo tudi nedavno preminulega skladatelja Jakoba Ježa. Veseli smo, da ste nocoj z nami. Spoštovana gostiteljica, podžupanja Mestne občine Celje, gospa Breda Arnšek, ostali visoki gostje, ravnateljice in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz mesta in regije. Poseben pozdrav pa velja tudi našim mednarodnim gostom, učiteljicam in dijakom iz Estonije, pa vam, dragi starši, spoštovane profesorice in profesorji, dragi starši. Schön
najširšem pomenu besede. Naj se ob tem zahvalim Unetu GCC, ki je pod umetniškim vodstvom profesorice Barbare Avlič-Kerštajn uvedel današnji večer. Naša kultura je zavedati se in ljubiti tisto, kar je naše, in spoštovati vse, kar imajo drugi. Spoštovati torej svojo zemljo in spoštovati drugo, kajti šele obe sta celota, ki pripada skupno nebo. Naša kultura se kaže v pripravljenosti, da sprejmemo svojo vlogo v izgradnji sveta, nekoč pa tudi sodbo, ki bo lahko mila ali prijazna. Odvisno pač od tega, kako bomo pravili svojo vlogo. Od leta 2006 dekliške glasove na GCC dopolnjujo tudi fantovski. Oktet 9, ki je bila prva fantovska zasedba na gimnaziji Celje Center, je dobil podmladek leta 2009 Favozo. Člani fantovske vokalne zasedbe že vrsto let bogatijo kulturni utrip naše šole, ki je pod umetniškim profesorjem vodstva profesorja Gregorja Deleje. Goethe je zapisal, da v glasbi delujejo skrite sile v najvišjem smislu. Sega namreč tako visoko, da je razum ne more vseči in iz nje prihaja učinek, ki vse obvladuje, a ga nihče ne zna razložiti.
Glasba ima na naši šoli posebno mesto. Hvala dekliškemu pevskemu zboru, Gimnazija Celje Center in pevkam prvega letnika pod vodstvom profesorja Davida Preložnika, članom zasedbe The Schlagers, ki deluje pod vodstvom profesorja Saša Šonca in Favozi pod vodstvom profesorja Gregorja Deleje. Naša kulturna širina mora dovoliti vstopiti med nas vsemu, kar je lepo in nas bogati, ter še močneje osvetljuje naš kulturni prostor. Mi pa smo se današnjo priložnost odločili govoriti z verzi, ki jih posvečamo človeku pronicljivega in ustvarjalnega duha. Pred dobrim mesecem se je v 94. letu starosti od nas poslovil slovenski skladatelj mednarodnega ugleda Jakob Jež. Njegovo plodno ustvarjalno delo ostajata za zgled. Spoštovano občinstvo, verzi v spomin Jakobu Ježu. In za vrhunec svoje kariere preživljajo na faksu pedagoške sfere. Igraj kolo! Jakob Jež! Skladatelj urednik na zborovskem področju ste naredili kar premik. Vsem je znan opus, ki ste ga ustvarili. Naj vaša glasba še dolgo živi, Jakob Jež! Skladatelj urednik na zborovskem področju ste naredili kar premik. Vsem je znan opus, ki ste ga ustvarili. Naj vaša glasba še dolgo živi.
Bliža se železna cesta, kje se ljubca veseli, iz Ljubljane druga mesta, sam potiče poleti, sam se po železnici zdi, vozil bo nas do nas, drugo ljubco vsakem listi, imel bo za kratek čas. Vikranice, ste košate, so prijazne, Štajerke, ter z dekletama bogate, Dunaj zaobličene, visi pa želte možičke, ki ne stopijo svojencem, zmiram prežene oslične, dolgočasne rimčeke, še nejasne bom zapiral, bal ne bom se za njo nič, nje obristi bom opiral, živel brez skrbi potič, nje obristi bom opiral, živel brez skrbi potič. Kulturni utrip, kultura. In kaj je bistvo kulture? Morda je naša kultura bivati v času, ki nam je odmerjen, se učiti razločevati lepo in dobro od slabega in zlega in to učiti tudi mlajše. Ob vsem tem pa svoje misli vselej pripenjati na človeška srca. Če bi to znali, bi lahko besedi vojna v slovarju slovenskega knjižnega jezika pripisali kvalifikator arhaično, starinsko, zastarelo. Tone Pavček je zapisal: Vsaka pot gre mimo kakšne mrtve rože. Vsaka pot gre mimo kakšne mrtve ptice. Vsaka pot gre mimo kakšne mrtve bilke ali bitja. Tako stopaš, kot po bitki mimo razdejanja, mimo konca, mimo smrti z mojim mirom mimo hodca. Trki duh poraza in zadušnost ob drobnobi ti sledita. Privalil si se nanjo kot izgubljanju in kot spoznanju, da gresta vzpon in padec z roko v roki kot življenjem smrt. Gre po vsaki poti potohodec, gre po vsaki poti božepotnik, gre po vsaki poti Bog sejanec. Ta,
ki nosi v roki up in seme, med razore, v prst in kamen seju za nove rože, ptice, bilke, bitja. In spet znova bije srce sveta in vanj vznoter lije večnost, kot neprestani mir vsega in nepoznani smoter.
našega repertoarja. Ljudsko pesem Kaj se ti pobič je priredil Jernej Lah, naš nekdanji dijak. Ponosni smo, kadar se ti dijaki vračajo v našo družbo, to najbrž pomeni, da jim je šola ostala v lepem spominu. Prav posebej pa smo veseli takrat, ko svoje znanje predajajo mlajšim generacijam. Tvoj rok trajanja je teklo za
minila hitro in tako se od gimnazije Celje Center letos poslavlja generacija maturantov 2022. Danes bi se radi zahvalili vsem četrtošolcem, ki so s svojim trudom, vnemo in predanostjo pustili jasne sledi na glasbeni poti GCC. Profesorica Barbara Alič-Kerštajn bo simbolična darila predala predstavnicam Luneta GCC. To so Nina Tovornik, 4A. Nuša Tovornik, 4A. Nuša Majcenovič, 4A. Žana Javarič, 4A. Maruša Smodej, 4A. In Laura Potočnik, 4B. Profesor David Preložnik se bo poslovil četrtošolk Dekliškega pevskega zbora GCC. To so Benjamina Breznikar, 4D. Eva Osterc, 4J. Martina Plankl, 4C. Nika Šlander, 4Č. In Klara Tisel, 4J. Od Klare se bo poslovil tudi profesor Staša Šonc, mentor zasedbe The Schlagers. Profesor Gregor Deleja bo glasbene bilice kot spomin na 4 srednješolska leta podelil članom zasedbe Favoza. To so Filip Vidušin, 4C. Jernej Čotar, 4C. Gašper Hlupič, 4C. Filipa Vidušina in Gašpera Hlupiča pa se je poslovil tudi profesor Staša Šonc. Letošnje maturante
in maturanti si bodo svoj zadnji uradni pomladni koncert zagotovo zapomnili tudi zaradi obiska visokega gosta, ki je nocoj z nami. Predsedniku države Borutu Pahorju bomo po koncertu v imenu vseh nocoj nastopajočih poklonili grafiko, ki je delo naših dijakov Umetniške gimnazije likovne smeri, jubilejno zgoščenko, ki smo izdali ob 60-letnici delovanja glasbenih zasedb na šoli, sedaj pa mu poklanjamo pesem, za katero verjamemo, da bo tudi sam obljubil kakšen lep spomin iz preteklih dni.
dragi maturantje, želim vam uspehe povsod, kamor vas bo gnala radovednost, prijateljstva, ki se ne bodo potrjevala kot iskrena, ljubezni, ki se ne bodo končale s solzami. Začetek tega pomembnega poglavja pa naj bo ugotovitev, da ne bi srednješolskih let zamenjali z ničemer na svetu. Se še spomnite čudovite evrovizijske popevke in sjeme v prevodu Skupaj iz leta 1992? Letos mineva 30 let, odkar je Evropa prvič glasno pela pesem o svetu, ki bo pozabil meje. In ko že beseda teče v Evroviziji, ali veste, kdo se bo na evrovizijski oder Turin odpravil naslednji mesec? Res je. LPS, ki je decembra 2018 nastala na gimnaziji Celje Center. Vsem članom skupine iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha. Cenjene gospe in gospodje, danes smo vam želeli pokloniti pomladanski šopek glasbe, dišeče pomladno mehkobo, da bi v vas ustvarila harmonijo, v slogu katere naj se vam ta večer razvija še naprej. Naj vas spomnim, da lahko pred veri oddate prostovoljni prispevek in tako podprete glasbene sestave gimnazije Celje Center in jim pomagate pri njihovem nadaljnjem ustvarjanju. Po koncertu vas ljudno vabimo na druženje v Stranski dvorani. Vabljeni tudi na revijo slovenskih srednješolskih pevskih zborov, ki jo letošnje leto gostimo v Celju, v ponedeljek 25. aprila ob 17. uri na Muzejskem trgu in nazadnje ponovitev dramske predstave Autobus, ki bo dan kasneje, v torek 26. aprila ob 19:30 v Plesnem forumu Celje. Srečno! Unite to grow.
Pahora, da počastimo ta slovesni trenutek s skupinsko fotografijo, ki se bodo pridružili tudi zmagovalci EME 2022, zasedba LPS.